Območno združenje Rdečega križa Kranj je le eno od 56 združenj v Sloveniji in se lahko pohvali kot izjemno uspešno pri svojem človekoljubnem poslanstvu. Krvodajalske akcije, ki jih na Gorenjskem ni malo, so le en košček v mozaiku vsega, kar predstavlja humanitarna organizacija oziroma Rdeči križ. Jaz moram reči, da sem presrečen. To je dogodek, ki seže v srce slehernemu, ki čuti, da je pripadnik taki humanitarni organizaciji, kot se reče Rdeči križ. Vi ste danes videli, kakšna priznanja smo podelili krvodajalcem in pa prostovoljcem. To so ljudje, ki dejansko živijo z našo organizacijo in to so ljudje, ki se odrekajo marsičemu v dobrobit tistemu, ki čuti, da ni osamljen. V zadnjem času je čedalje več takih, ki so se znašli tako v finančni kot tudi psihosocialni stiski, zato je delo prostovoljcev, teh je okoli 300, še toliko bolj cenjeno. Krvodajalstvo na Gorenjskem pa je že tako vse skozi v porastu. Mi smo imeli v drugi polovici letošnjega leta še terenske krvodajalske akcije, tako na Primskovem, v Šenčurju, v Cerkljah, v Dupljah, v Kokrici in nazadnje tudi v Stražišču. Imeli smo polne dvorane krvodajalcev in jaz računam, da bo ta odstotek se dvignil ne toliko, kot sem ga prej prikazal, ampak da bo višji, bistveno višji. Krvodajalstvo je sigurno simbol vsega človekoljubja, najbrž čisto na vrhu. Na eni strani tako preprosto dejanje za posameznika, po drugi strani pa tako neverjetno, neprecenljivo dragoceno dejanje za tistega, ki prejema to pomoč. To krvodajalstvo, ki ga v Sloveniji vzdržujemo sami s prostovoljstvom, nam seveda nam vsem daje upanje, da Slovenci smo še človekoljubni, da tudi v tem svetu, ki vedno bolj razdvaja ljudi, ki jih deli na revne in bogate, da še obstaja upanje, da bo nekoč boljše. V tem letu je Rdeči križ zabeležil tudi 150-letnico delovanja. Poslanstvo največje humanitarne organizacije pa bo potrebno nadgrajevati tudi v prihodnosti. Rdeči križ bo očitno vedno potreben, ker vedno bo stiska, vedno bo trpljenje in vedno bodo tisti, ki so neposredno ob človeku v stiski, prvi priskočili na pomoč. Država, tudi če je dobro organizirana, lahko priskoči samo z nekim zaostankom. Plemenitost ljudi v Sloveniji ne bo izostala. Žalostno pa je dejstvo, da največkrat pomagajo prav tisti, ki so tudi sami tako ali drugače ogroženi. Le stiska pozna stisko.